Lep pozdrav vsem prisotnim. Današnji nastop Zbora za republiko je predvsem prispevek k odprti izmenjavi mnenj o vprašanjih, ki so ta trenutek kot pereča postavljena pred slovensko družbo in pred slovensko demokracijo. Današnji nastop Zbora za republiko je predvsem prispevek k odprti izmenjavi mnenj, k vprašanjem, ki se ta čas postavljajo pred slovensko javnost in ki so tudi pomembna za nadaljnji razvoj slovenske demokracije. Želimo dobronamerno prispevati s svojimi pogledi k iskanju boljših rešitev. Sam se bom v svojem prispevku umil izključno nekatera pravna vprašanja oziroma na pravno analizo tako načelnega mnenja Komisije za preprečevanje korupcije, kot tudi njenega ravnanja po sprejemu tega načelnega mnenja. Ob seznanitvi z načelnim mnenjem in z načinom izvršitve tega načelnega mnenja je seveda zbor določil dejstvo, da komisija ni ravnala v skladu s 13. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Kaj veleva ta 13. člen komisije? 13. člen zakona je samo neka, bom rekel, minimalna realizacija ustavne dolžnosti, ki jo ima vsak državni organ na eni strani, in ustavne pravice, ki jo ima vsak dom na drugi strani, to je pravice do pritožbe. 13. člen nalaga dolžnost Komisiji za preprečevanje korupcije, da osnutek načelnega mnenja pošlje v pogled in v odgovor udeležencem postopka in ti imajo potem čas, da se o navedbah iz načelnega mnenja opredelijo v rok 7 dni. To ni običajni rok 7 koledarskih dni, ampak je rok 7 delovnih dni. Iz tega se vidi, da je zakonodajalec pokazal osebno pozornost možnosti, da vsak udeleženec postopka predstavi svoj pogled. In s tem vsaj zasilno zahtevam, da je treba v postopku spoštovati mnenja obeh strani, obeh udeležencev v postopku. Kaj ti zavedati se moramo? Tudi Komisija za preprečevanje korupcije ni nič druga kot je sicer stranki odločajo, pa tudi udeleženci v postopku. Moram reči, na moje veliko presenečenje je bilo ob prvih odzivih na to načelno mnenje ugotovljeno, da komisija tega zakonskega roka ni spoštovala, da sploh te svoje zakonske obveznosti ni spoštovala. In da osnutka načelnega mnenja enostavno ni poslala udeležencem v odgovor. To je presenetljivo in to je tudi seveda protipravno ravnanje same komisije. Komisija v tem primeru ravnala proti zakonu. Kajti načelo vezanosti na zakon velja za vse državne organe in v tem primeru tudi za Komisijo za preprečevanje korupcije. Vendar to ni edini in to ni najhujši spodaj komisije. Kajti iz včerajšnjega odziva v javnosti, ki ga je naredila komisija, je postalo jasno, da komisija tega svojega protizakonitega ravnanja ne spozna
ampak da se spreneveda. Komisija je namreč včeraj sporočila medijem, da so imeli vsi vabljeni udeleženci postopka možnost, da se izjavijo o vseh dejstvih in drugih relevantnih podatkih, ki so pomenjeni za nadaljnji postopek oziroma za pripravo končnega načelnega mnenja. Seveda, prav je, da so imeli, bili so povabljeni na neke vrste ustno obravnavo, to velja za vse postopke pred državnimi organi, to, da to nikakor ni mogoče izenačiti z nalogo, ki ima komisija, da osnutek poročila pošle udeležencem v pogled. Komisija se včeraj nekako izgovarjala tako posredno, vse so že vse povedali in torej v odgovoru na naše načelo mene ne bi mogli povedati nič novega. To pa sredi ni res. Kajti v načelnem mnenju komisija predstavi svoje videnje obravnavanega vprašanja. Drugi, nasprotna stran, udeleženec postopka, ima zakonsko zagotovljeno pravico, da v odgovoru predstavi svoje videnje obravnavanega vprašanja. Tako dejstev, kot tudi pravnih vprašanj se pravi vsega. Ker te možnosti komisija udeleženca ni priznala, ki je enostavno zanikala, je komisija, kot sem že imel, ravnala, da nasprotuje zakonom. In ker pa te svoje napake tega zelo hudega spodleslaja ne pripozna, se je včeraj očitno sprenevedala, pa tega ravnanja komisije žal ni mogoče drugače odnačiti, kot če ga bo